rad sam sebi dokazal, da to zmorem. V teh 2 mesecih smo počeli že marsikaj. Na začetku osnove vojačine, se pravi od pospravljena postelj do vojaških postrojil, do pravila oblačenja, do vojaške hierarhije. Vsako jutro smo imeli športno vzgojo. S časoma smo pa dodali bolj te elemente vojačine, se pravi od vojaške opreme, spoznanja vojaške opreme, razni pohodi. Premikali smo se po bojišču, kopali smo zaklonilnike, učili smo se z avtomatsko puško, učili smo se z pištolo, imeli smo met ročne bombe, imeli smo vadbo z bajoneti, danes pa pač delamo premike po bojišču na mlakah. Jaz bi rekla, da so inštruktorji zelo korektni, nobenega problema, veliko nas naučijo, če imamo kakšne težave, radi pomagajo. Kar se tiče spanja in hrane, je vojaško, tako kot mora biti. Kar se pa tiče nas kandidatk, nas je v naši generaciji smo 4. Vsi imajo do nas zelo korekten odnos, tudi fantje, mislim, da smo dosti enakovredni, ne dela se razlik, tudi inštruktorji nikoli ne delajo razlik med nami. Prihodnjim generacijam bi priporočala, da se pripravijo, mogoče to malo bolj psihično kot fizično, pa da so motivirani. Čas urjenja sem ugotovil, da me to nekako zanima in verjetno še premišljujem, da bi se zaposlil v Slovenski vojski. Danes izvajamo borilne veščine. Začnemo z osnovnimi elementi borilnih veščin, kot so vaje za motoriko, potem gremo na padce. Kasneje, ali pa recimo končni cilj tega je, da znamo neko nevarnost eliminirati in nasprotnika probati ukleti. Danes se učimo borilnih veščin, zdaj smo imeli za osnove par padcev. Za razvijanje motorike po boju zelo dobro, tako da se kar veselim. Koristim bom po boju še naprej v življenju, že da splošni motoriki, če bo kdaj padel, se bom znal ujeti kakšen kontakt, tako da je kar v redu. To mi ni bilo pač nič novega, danes sem to že počel, sem treniral aikido. Tako da ja, tudi po tem služenju bom verjetno nadaljeval z borilnimi veščinami, da ohranim to motoriko. Verjetno se bom tudi zaposlil na koncu, tako da bom še v enoti. Danes je zakon. Ja, bila sem že 2-krat na vojaškem taboru, trenirala sem tudi jiu-jitsu, na faksu. Končano imam fakulteto za varnostne vede. Ko končam prostovoljno služenje, bi šla rada na častniško šolo. Zdaj smo že tle 2 meseca. Ja. Po koncu druge faze. Ja, nekaj jih je šlo. Boljši smo ostali. Nažalost so šli eni domov, ja. Druga faza se je končala z preverjanji iz temeljnimi postopki orožja. To se pravi puška, pištola, puška F2000 in pištola Beretta. Bomba nam je delala največ težav. Te veščine bojo prav prišle na misijah, na konec konca tudi na naših tleh. Danes vidimo, da se na meji dogaja marsikaj, se pravi vsaj neka osnovna samoobrambo, bi mogel vsak vojak poznati. In to jih bomo probali naučiti. Če bojo nadaljevali vojaško kariero v Slovenski vojski, bojo potem tudi v enotah, to samo še nadgrajevali. Danes so se kandidati, oziroma vojaki na služenju prostovoljnega vojaškega roka srečali z temo osnova preživetja na bojišču in sicer tema preživetja v vodi v 3. fazi. V 1. fazi so se že srečali z plavanjem, se pravi isti predmet, ista tema, ampak se pravi bilo je v bazenu, vse bolj pod kontrolo, isto bojna plavanja, danes smo pa to nadgradili z izdelovanjem splavov, ravno tako z plastičnimi puškami in spravi nagradnja. Fanti uživajo v tem. Danes generacija PSR September premaguje reko Vipavo in sicer na način bredenja skupinskega. V ta namen tudi bodo napakirali svojo opremo, da se ne bo zmočila, ker bodo z njo tudi preplavali približno 100 metrov. Za njihovo varnost skrbita tudi 2 pripadnika mornariškega diviziona, ki sta tudi podplačani. Tukaj smo zato, da varujemo aktivnosti na vodi, smo sposobni na reševalca iz vode. V primeri, da se kakšnemu kaj zgodi, priskočimo na pomoč in da rešimo. Ko ga potegnemo z vode, ga predamo medicini in pol naprej medicina poskrbi. Pričeli smo z sestavljanjem tako imenovanih raftov. Svoje nahrbtnike in opremo moramo spraviti čez
gremo v vodo tam nekje do pasu. Občutki, ne vem, ni nekega strahu, mislim, da bo vsa ekipa upravila zelo dobro. Lulu, a ti je voda tekla? Kako je bilo? Zakon, malo zebe, stegna, drugače pa v redu. A gremo še? Ja, gremo še 10 rund. Absolutno. Evo, 10 rund. Voda je zelo prijetna. Naše zadeve so nas ohranile pri življenju, tako da deluje, tako da smo kar uspešno prebrodili. Danes je prisegla 59. generacija na ta lep dan. To tromesečje je bilo prvič po novem programu sestavljeno. Izkazalo se je za v redu. Bilo je sicer manj streljanja, bilo je pa nekaj več novih veščin. Inštruktorji smo zadovoljni, še posebej z motivacijo. Večina je bila zelo dobro motivirana. Zastava slave na boju naška kri, za blagorod Četnjave naj puška go. Potrebnih znanj in veščin ste vložili veliko truda in naporov. V okviru programa temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, pri čemer ste prva generacija, ki je usposabljanje upravila po letu s prenovljenem programu, ste pridobili temeljne vojaške veščine in znanja, ki so potrebna za uspešno upravljanje nalog vojaka in se tudi fizično ukrepili. Mnoga od znanj vam bodo zagotovo prišla prav tudi v civilnem okolju, v katerega se večinoma vračate. Stkali ste tudi nova poznanstva in prijateljstva. Zelo pomembno pa je, da ste postali oziroma ostali odlični ljudje v pravem pomenu besede, kar je lepa popotnica za dobrega vojaka, poveljnika, moža. Naprej zastava slave na boju naška kri, za blagorod Četnjave naj puška govori. Zelo sem vesel, da so me soborci in nadrejeni izglasovali za najboljšega vojaka. Imel sem se super, tako da se bom odločil tudi za zaposlitev in se veselim dela v Slovenski vojski.